Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate novinarska konferenca dr. Ivana Žagarja, župana občine Slovenska Bistrica, festival ambasadorjev varnosti v Slovenski Bistrici, velika gasilska vaja, prireditev ob 70. obletnici KUD-a Sloga Leskovec, Bistriška noč ljubezni, japonski mirovnik na obisku v Slovenski Bistrici, zaključek projekta Lokalni materiali in dediščina, dan odprtih vrat Društva upokojencev Slovenska Bistrica. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je za petek sklical novinarsko konferenco, na kateri je odgovarjal na vprašanja v zvezi z 18. redno sejo občinskega sveta in z drugimi aktualnimi temami. Med drugim je komentiral spremembe občinskega proračuna za leto 2025. Ta naš rebalans proračuna je predvsem vezan na pridobivanje nepremičnin, za katere so se vmes zgodile oziroma se nakazalo, da jih je bo možno pridobiti in jih je tudi smiselno pridobiti. To je na odhodkovni strani, zdaj na prihodkovni strani smo pa mi pač dobili še dodatnih 250 tisoč, kar smo uspeli na tistem razpisu za izgradnjo stadiona. Tako da se pa seveda pa še tista prodaja zemljišča tam dole, ko komunala gradi, tako da so se te stvari približno zdaj pokrile. Nismo pa šli spremenjati ostalega dela proračuna, ker čeprav vemo, da se bojo nekatere stvari po mojem zgodile, vse kar se tiče projektov, pa realizacija, ker ni odvisno od nas, ampak je odvisno spet od pač tega, kdaj bomo dobili odobrene projekte, ampak vse to bom posebej povedal, ampak zdaj kar zadeva zdaj teh pridobivanja, tako da verjetno veste, dve večji stvari sta to, da so mi odkupili tisto hišo tam sredi mesta, ker je spodaj zdaj slaščičarna. To je ena večja investicija, tam je, mislim, pač večji nakup je približno 350 tisoč evrov je to stalo, pa dogovarjamo se z lastnikom tega objekta, ker je noter kinodvorana pa Svoboda, tisto, kar je v privati, da bi še to odkupili. Skaka ideja in želja je, da se v starem mestnem jedru probamo pridobiti vse te objekte, jih potem v naslednji fazi urediti in pač nameniti za potrebe, ki so recimo, kaj se jim na področju, tudi če govorimo o tem delu, gre za potrebe kulture, predtem pa tudi recimo za potrebe stanovanj in pa že tisto preko smo kupili, še za potrebe recimo šole Minke namestnik. Potem pa smo še nekaj manjše stvari tudi tu in sicer v Laporju, tam gre tudi za odkup tistih prostorov, mislim, da je tista ni 70 tisoč evrov, gre pa, vse ti podatki so tako noter v proračunu, gre pa za to, da bojo tam lahko se društva koncipirala v celoti. Potem smo še tu, to je pa odkup od prejšnjega DUTB-ja, zdaj mislim, da je to holding, parkirišče za Šmigoco tam poleg gradu. Zdaj mi smo že večji del tam kupili, ampak so različne parcele, tam še imamo eno manjšo tisti del, ki se naslanja na grad. Kam je predvideno, da se recimo uredi parkiranje, ampak da je pa to v javnem. S tem, da je treba vse urediti, vse relacije tudi z lastnikom na ustrezen način, da bo lahko on nemoteno funkcioniral, pa potem, da bo lahko to funkcioniralo, ker res v svojem mestnem središču je problem s parkiranjem, da si dobro vemo. In to je ena tako dobra priložnost. Pa sta še pa tudi dve zadevi in sicer gre za odkup zemljišč na Zgornji Poskavi, za potrebe avtobusne, za selitev avtobusne v centru, pa v Zgornji Ložnici, tisto še pa se dogovarjamo, za odkup tudi zemljišča v centru, ker bi naj v prvi fazi se uredilo tudi eno parkirišče, ker jih tudi manjka, pa v nadaljevanju eventualno en večnamenski objekt, ki je namenjen tudi za kulture. To je zdaj, kar se tiče teh premoženjskih
zadev in temu je bil bistveno namenjen rebalans, da lahko to realiziramo, ne? Ker so se pač te stvari zdaj pokazale. Ne? V petek, 26. septembra, je v športni dvorani Slovenska Bistrica potekal festival ambasadorjev varnosti, ki je združil številne aktivnosti na temo varnosti in predstavitve različnih poklicev. Dogajanje se je začelo ob 9. uri, trajalo pa je vse do poznega popoldneva. Obiskovalci so si lahko ogledali stojnice, kjer so se predstavili policisti, vojska, nujna medicinska pomoč, pravosodni policisti ter različna športna in borilna društva. Nekako smo želeli mladim predstaviti te poklice. Menimo, da so to poklici, ki so deficitarni, premankuje na vseh teh področjih, kadra, in pa tudi, da se mladi soočijo in pa spoznajo z temi borilnimi veščinami in pa sistemi samoobrambe, kateri mislim, da so zelo priporočljivi v današnjih časih, in pa da se namesto nekega vandalizma na ulici pomerijo in pa izkažejo svoje znanje v telovadnici. Osrednji del festivala je bil namenjen tudi strokovnim razpravam in predavanjem. Ob 13. uri je potekala okrogla miza na temo varnosti v Slovenski Bistrici, na kateri so sodelovali župan, predstavniki policije in drugi gostje. Na okrogli mizi smo bili prisotni poleg župana, dr. Ivana Žagarja, načelnika policijske postaje in pa inšpektora mestnega redarstva, tudi jaz kot ambasador varnosti. Govorili smo o vidikih in pa izzivih na lokalnem nivoju v Slovenski Bistrici z vidika varnosti. Vemo, da se srečujemo z določenimi oblikami medvrstniškega nasilja, vandalizma, mogoče tudi nekaj kriminala, in smo nekako podali skupno oceno situacije in pa priložnosti in izzivov, katere lahko vse te službe, ki se s tem ukvarjamo, zagotovimo za še boljšo varnost vseh prebivalcev Slovenske Bistrice. Popoldne se je program nadaljeval s predavanjem o varnosti žensk. Varnost žensk smo raziskovali skozi 80 različnih vprašanj, skoraj 480 žensk je sodelovalo v tej sicer spletni anketi raziskavi, in kaj smo želeli dejansko doseči s tem je, da smo dobili realni uvid neodvisne raziskave, brez vpliva kakršnekoli druge inštitucije, ali se ženske v Sloveniji počutijo varne. Prišli smo do zaključka, da se počutijo varne oziroma da imajo občutek varnosti, ko smo jih pa skozi kontrolna vprašanja pripravili na morebitne nevarne situacije, kot je recimo napad osebni po noči ali na slabo osvetljenih krajih, pa smo dejansko ugotovili, da pa se ta milni mehurček zelo hitro razpoči in da potem dobimo občutek tiste nevarnosti, strahu, ki nam potem preprečuje, da bi lahko svobodno izražali svoja mnenja oziroma svoje početje. Festival se je zaključil v prijetnem vzdušju, obiskovalci pa so domov odšli z novimi znanji in vpogledi v delo služb, ki vsakodnevno skrbijo za našo varnost. Dogodek je še enkrat pokazal, kako pomembno je ozaveščanje in sodelovanje skupnosti na področju varnosti. V Slovenski Bistrici je v petek, 26. septembra, potekala velika gasilsko-reševalna vaja, s katero so obeležili 70 let delovanja Gasilske zveze Slovenska Bistrica ter 200-letnico podjetja Impol. Dogodek je združil številne gasilske in reševalne enote, ki so prikazale svojo pripravljenost in usklajeno delovanje v zahtevnih razmerah. Vaja je bila zasnovana v več sklopih na različnih lokacijah v mestu. Obsežen prikaz je združil gasilske enote, reševalce, policijo, mestno redarstvo ter pripadnike civilne zaščite, ki so pokazali, kako poteka sodelovanje ob različnih vrstah nesreč. Deljena je bila vaja na 3 sklope. Prvi sklop je bil, v bistvu gre za posledico potresa. In v prvem sklopu je bilo posledica potresa v industrijskem objektu, v industrijski coni Impol, kjer je prišlo do delne porušitve požara. Tam je potem potekala evakuacija zaposlenih in pa gašenje objekta ter reševanje 2 oseb. Ena oseba je bila nadihana dima, druga oseba je bila pa ravno na strehi in se je zavlekla na drugo stran strehe in so mogli s pomočjo avtolestve reševati. To je bil prvi sklop. V drugem sklopu je pa potem bilo mogoče videti večjo prometno nesrečo, kjer je prišlo do trka
3 osebnih vozil in pa traktorske cisterne, katera je prevažala bencin. Torej je bilo potrebno tudi nevarno snov nekako nevtralizirati oziroma preprečiti nadaljnje iztekanje in izhlapenje. Eno vozilo se je užgalo, posledično je zagorel tudi travnik in se širil požar proti gozdu, tako da smo lahko videli tudi gašenje v naravi. Tisti tehnični del je bil pa reševanje ponesrečenih v 2 vozilih, kar sta izvedli pač 2 naši enoti iz Bistrice in Plotnice. Na 3. delu, na 3. sklop pa je nekako večstanovanjski objekt, kjer je tudi prikazana delna porušitev objekta. Pod ruševinami so bili ujeti, ki so jih naši gasilci tudi s pomočjo reševalnih psov iskali in pa rešili. Ostali so pa izvajali evakuacijo stanovalcev in pa tudi reševanje iz višine s pomočjo avtolestve iz Bistrice in pa zglobnega dvigala iz Poljčan. Prikazani scenariji so znova potrdili, da so lokalne službe dobro usposobljene in medsebojno povezane, kar je ključno za učinkovito odzivanje ob nesrečah. Kulturno-umetniškem društvu Sloga Leskovec so v soboto, 27. septembra, obeležili 70 let delovanja. V tem času je društvo pomembno prispevalo k ohranjanju in razvoju kulturnega življenja v kraju ter povezalo različne generacije ustvarjalcev in obiskovalcev. Obletnica je prečudovita, obletnica je nekaj posebnega, dajeti posebno ton vsemu temu. Poskušamo ohranjati slovensko besedo, slovensko igro, slovensko domačo, tisto pravo igro. Načrtov je precej. Recimo, včasih smo imeli tudi tu plesalce, ljudskih napevov pa plesalce in te zadeve, kar se je počasi izrodilo. Jaz verjamem v sebe, verjamem v to skupino ljudi, ki ima neizmerno moč v sebi, da nam bo uspelo zopet folkloro pripeljati nazaj, da bomo začeli še druge stvari, še malo bolj delovati v smeri, predvsem v smeri ljubezni do lastnega jezika, do lastne domovine, predvsem pa do ljubezni med nami samimi. Med prejemniki priznanj ob obletnici je tudi Magdalena Erlač, ustanovna članica društva. Njeni spomini segajo v same začetke, ko so skupaj z drugimi navdušenci postavljali temelje današnjega delovanja. Ravno danes, ko tukaj sedim, ker je bila dvorana vsa spremenjena, zdaj so luči krasno, takrat smo pa sekali smreke, da se je naredil strop iz samega smrečija. Oder, vse je bilo revno. 70 leti delovanja je za društvo pomemben mejnik, ki potrjuje bogato zgodovino in ustvarjalnost članov. Hkrati pa je to tudi spodbuda za nadaljne delo ter prenos kulturnih vrednot na prehodne generacije. Klub študentov Slovenska Bistrica je preteklo soboto izvedel tradicionalni dogodek Bistriška noč ljubezni. Na koncertu v Krozeju v Slovenski Bistrici so nastopile skupine Batista Cadillac, Pižoni, Dan D in Šankrok.
Daisuke Tartuni je mirovniški aktivist, režiser, s katerim smo se spoznala na Canneskem mednarodnem filmskem festivalu pred 3 leti. Potem smo se redno videvala tudi na drugih filmskih festivalih in povedal mi je za svoj projekt Peace Rally, ali lahko bi poslovenili mirovniška dirka na nek način, na kateri z svojim oldtimerom potuje po celotnem svetu, da opozarja na kako vojna ni dobra in da v bistvu se ne splača in se bori za mir. No? So, Daisuke, be friendly greeted in Slovenska Bistrica. Could you tell us a bit about your project, about the trip, and how did you find yourself here? Yeah, I just come over here to see my friend and wanted to see this town, and I am a Japanese peace activist. This car using go all over the world. That's why I come over here. No war, no atomic bomb. I'm a Japanese. We sacrificed atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. That's why I never want to have a nuclear weapon. So that's I'm come over here to show around. And I'm doing karate, and I went to Ukraine to give a trophy for them. And this time I'm using by my car, Stren, 1922, very old. And come over here to see this town. I saw lots of people is so kind to me. Here too, they repair my car for free, and I'm very touched for feeling this. And I love this country, Slovenia. Thank you so much. Arigato. V prostorih Centra za domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici je v torek potekal zaključni dogodek projekta Lokalni materiali in dediščina, ki ga je Center domače in umetnostne obrti Rokodelska zadruga s projektnimi partnerji izvajal poleti. Na dogodku so predstavili potek in rezultate vseh 3 vsebinskih enot projekta. Kljub temu, da je bil časovni pritisk oziroma da smo imeli res malo časa, nam je nekako uspelo s projektnimi partnerji združiti moči in kot vidite smo vseeno uspeli izpeljati vse, kar smo si zadali. Projekt smo razdelili v 3 vsebinske enote in sicer namenili smo jih 3 ciljnim skupinam, mladim, odraslim in pa vzgojiteljicam predšolskih otrok. Z rokodelskim taborom, ki je bila nekako prva vsebinska enota, smo mladim omogočili, da so spoznali tradicionalne tehnike, materiale, se učili ustvarjati lastne unikatne izdelke in nekaj primerkov oziroma mali izbor, vidite, lahko tudi tukaj ustvarili so piščali, vetrne zvončke in pa obeske iz pohorskih kamnin. Druga, osrednja vsebinska enota tega projekta so bile delavnice, ki smo jih poimenovali Prisluhni oglini. Te so bile namenjene odraslim in sicer raziskovanju lokalnih materialov in oživljanju skoraj pozabljenih tehnik dekoracije keramike. Se pravi, to so v bistvu ti rezultati, ki jim danes posvečamo največ pozornosti, ki so tudi zbrani v zbirki znanj na naši spletni strani in bodo ostali prosto dostopni tudi po zaključku projekta. Tretja enota je pa bila namenjena vzgojiteljicam predšolskih otrok. Za njih smo pripravili delavnice, kjer so spoznavali glino kot trajnosten didaktičen material, primeren za vključitev v vsakdanje delo z otroki. In tudi tukaj vidite nekaj primerkov izdelkov, ki so jih ustvarjali, se pravi s temi enostavnejšimi prostoročnimi tehnikami oblikovanja iz polnega volumna, pa potem še nekaj druge stvari glede krasitve, glede uporabe nekih enostavnejših pripomočkov. Tako da vsem projektnim partnerjem in sodelujočim v projektu bi se iskreno zahvalili za angažiranost in pripravljenost za sodelovanje. Mislim, da ste danes tudi tukaj, tako da brez vas ne bi šlo. Res hvala. Torej, z zaključkom projekta pa naše delo še ni končano, vse razvite metode in pa tudi zbirka znanj, kot omenjeno, ostajajo prosto dostopni in verjamemo, da bo naše delo spodbudilo tudi nadaljnje raziskovanje lokalnih materialov.
Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je ob dnevu starejših in ob 75. obletnici delovanja društva v sredo pripravilo dan odprtih vrat. Na Trgu Svobode pred knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so predstavili sekcije in komisije društva. Imamo 12 sekcij in še tudi komisije. Osnovne so področje kulture, športa, potem tudi fotografiranje in podobno. Pohodniki gredo danes na pohod. Povabili smo tudi druge ljudi, da se bodo tega pohoda udeležili. Vse tiste, ki imajo rekreacijo, bodo odzadaj za knjižnico imeli tudi vaje iz rekreacije. Predstavili so se sekcija za pecivo in kuhanje, ter predstavili smo vse informativne stvari, ki jih izvajamo. To pomeni različne informacije za določene komisije, za določene dejavnosti. Posebej izpostavljamo to dejavnost, ki smo jo na novo letos upeljali, to je pomoč starejšim in je zelo aktivna skupina ter tudi aktivne ljudi imamo, ki na tem področju delajo. Mi dosti dela posvečamo sedaj predvsem prostovoljstvu, potem pa tistim ljudem, ki potrebujejo socialno-zdravstveno pomoč in jih tudi obiskujejo naši poverjeniki, 12 poverjenikov imamo, ki redno to tudi delajo, in pa člani komisij, ki hodijo po terenu in pomagajo vsem, ki so pomoči potrebni. Današnji dogodek pa je šele začetek praznovanja obletnice vašega društva. Tako, to je začetek, kajti druga aktivna stvar je srečanje, medgeneracijsko srečanje v krajevni skupnosti Impol. Tu je veliko naših članov in tu bomo za osnovno šolo Pohorski Odred, predvsem s krajani iz Tirgota, glasbeno šolo Jamnik in ostalimi pripravili tudi to srečanje 20. oktobra popoldan ob 17. uri in pa srečanje po srečanju, bi temu rekli, ali pogostitev. Naprej bomo 26. to je isti teden v soboto, bomo pa pripravili oziroma obnovili pohod po Vošnjakovi poti, na katerem bodo sodelovali tudi naši člani, planinci, člani, ki jih zanima kultura, ter glavna osrednja prireditev pa bo 7. novembra, to je v petek, ki bo v gradu. Ta osrednja prireditev bo pa zajemala najprej predstavitve kulturnega programa, govore naših predstavnikov oziroma predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, župan nam bo spregovoril in pa ostali gostje, ki bodo na prireditvi. Potem bomo takrat izdali tudi jubilejni zbornik ob 75 in 50-letnici ter pripravili razstavo, ki ima enako vsebino, kot je ta osnova. Danes torej iz vseh osnov nastaja kvaliteta in mislim, da ta kvaliteta v tem trenutku tudi je, kajti vsi starejši ljudje želijo, da niso pozabljeni, da so aktivni, da delajo tako, kot si od njih pričakuje, kajti to je tisto, kar sem danes poudarjala. Mi smo preteklost, sedanjost in prihodnost.